Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Obiskovalci Vurnikovega trga so si lahko ogledali čokoladne skulpture in čokoladne slike, tovarno čokolade od zrna do tablice in uživali v kulinaričnih šovih. Pred Grajskim dvorom imamo lepotilni šotor in pa šotor z otroškimi delavnicami. Potem v parku je ogromen šotor, kjer se predstavljajo čokoladnice. V parku je tudi šotor gostilna, kjer je bolj nečokoladna ponudba z zabavnim programom. Tam je tudi glavni oder, številne skupine nastopajoči. No, potem imamo pa trg čokolade, to je Linhartov trg, graščina še zraven in pa na trgu pred cerkvijo imamo trg čokoladnih sladic. Kakšno čokolado imate najraje? Kavo. Kaj pa tukaj ste probali kaj? Sem z kokos je bil in je čudovit imajo. Vse, hvala. Kuse ste že preizkusili? Gibanico, zeleno jabolko, super. Kaj bo najbolj? Zeleno jabolko. Kakšno čokolado imate pa sicer najraje? Temno. Stojnic imate dovolj, izbira je velika. Preveč, da ne veš, kaj kupi, si vzel. Koliko čokoladnih okusov ste že preizkusili? Ja, črne, bele, z čilijem, vse sorte je bilo. Soljo je tam na gor zelo okusna. Kakšna čokolada je za vas najljubša? Temna, čim manj dodatkov noter, da je res čokolada. Kakšna čokolada je najboljša? Črna, temna čokolada. Koliko okusov je bilo že danes preizkušenih? Ja, zdaj smo šele začeli. Prvo smo likerček čokolade, tiste bil ta boljši. V šotoru v Grajskem parku se je letos predstavilo 40 razstavljavcev z izjemno pestro ponudbo. Najdrznejši so letos ponudili čokolade z bohinjskim sirom, zaseko, z ocvirki in celo olivnim oljem. Na festivalu čokolade v Radovljici smo vsako leto se udeležimo, veseli smo tolikšnega obiska, opažamo, da se vsako leto povečuje, to se pravi, da se tudi mi moramo prilagoditi in obisku, obisk se očitno tudi nam oboje je nekako vzajemno, mi damo več ven proizvodov, s čokolado se lahko čara, domišljije je ogromno, izdelkov nastane lahko ogromno. Imamo več okusov, od čokolad, inkovske jagode, jaronija, pomaranča. Potem so različni izdelki, kot so biopresno madeno, srce in pa kukiji, ki so tudi vsi brez sladkorja. Zdaj pa imamo pa na novo, sodelujemo z gospo Jezersko Pehto, ki je za nas naredila čokoladni liker v 3 okusih, čokoliza, teraliza in pa čililiza. Tukaj imate cornflakes v mlečni čokoladi, pa prelit temno, kandirana pomaranča namočena v temno čokolado, potem je tukaj v temni čokoladi so brusnice, rozine in pa mandeljni, potem so pa še orehovi piškoti z mlečno oziroma temno čokolado, pa na temni čokoladi je še malo kokosa. Tukaj imate pa čokoladne lizike s suhim sadjem, isto prelite s temno čokolado, pa še 4 različni okusi, žetončki, rečemo temu, isto različnih okusov, takih okusov, kot so tudi tamne čokolade. Izdelujemo neke blondne čokolade v 5 strukturah, od neke kreacije z dimljeno soljo, s praženim sezamom, z kakavom, morda je zanimiva zadeva je črna morska sol iz Švedske, skratka za ljudi, ki iščejo gastronomske užitke. Mojca Andrejaš, čim se letos gostilna Lectar predstavlja na festivalu čokolade? Letos imamo kar pestro izbiro, se pravi, kakor vidite, tlele imam jaz indijančke. To so prav posebni indijančki, ki je v bistvu odspod lectov piškot. Tukaj zraven mene so palačinke s čokolado pa marmelado. Še naprej imamo pa Linhartov cukr, našo tradicionalno sladico, pa še štrudel jabolčni. V šotoru Čokolandija je obiskovalce pričakala celo čokoladna ruleta, ki se ji ni mogel upreti niti župan Globočnik. Otvoritev ste naredili in sicer tako, da ste zavrteli ruleto, je magična številka 3. Res je moja številka, ampak ko sem prevzel vse v svoje roke, se je odvilo po moji želji. Ko so pa drugi vrteli ruleto, pa ne. Kaj pričakujete od tokratnega festivala? Jaz pričakujem predvsem zadovoljstvo naših dragih gostov in pa da bo
to ime festivala in pa naše pristno-sladke Radolce šlo čim širše po Sloveniji in pa tudi v tujino. Tridnevno festivalsko dogajanje so tudi letos bogatili koncerti, plesne in čarovniške predstave, nastopi pihalnih orkestrov, pa tudi ulične predstave in učne urice za pasje prijatelje.